Kateremu sovražniku bi se morali zahvaliti? Aleksandar tukaj. To coaching vprašanje je za vse tiste, ki se vam je v življenju kdaj zgodilo nekaj, kar se vam je zdelo in se vam morda še danes zdi ne fair, ali pa da vas je nekdo prizadel, oziroma ste mu dovolili, da vas je prizadel. Da se vam je zgodilo, da je nekdo naredil nekaj, kar mu ne morete odpustiti, ali pa tudi, če ste mu odpustili, obstaja še nekaj grenkobe v temu. Morda je življenje se čudežno neprijetno poigralo z vami. Moje vprašanje danes je za vas, kako se lahko temu sovražniku, narekovajih seveda, zahvalite? Kako bi se lahko zahvalili nečemu, kar se je zgodilo v preteklosti, zaradi česar ste danes tukaj, kjer ste, zaradi česar tudi poslušate lahko to coaching vprašanje? Ko se zahvalite za vse preizkušnje, ko se zahvalite za preteklost, ko se pomirite sami sabo, odprete vrata priložnosti za lepo, sončno, svetlo prihodnost. Zaradi te preteklosti, zaradi vsega, kar ste šli skozi, ste dobili mišico, ki jih noben drug lahko nima. Zaradi tega ste boljša oseba, zaradi tega lahko uživate življenje bolj. Hvala, ker ste. Zahvalite se preteklosti, zahvalite se sedanjosti in z veseljem pričakujte prihodnost, kajti najlepše šele prihaja. Kliknite na like, komentirajte, delite, všečkajte to coaching vprašanje, kajti ko to naredite, mi pomagate še večjemu številu ljudi. Jaz se vam za to iskreno zahvaljujem. Sedaj čas, like, tak, napišite nekaj in delite. Hvala.